14. septembra letos stopi v veljavo že dolgo napovedovana PSD2 in Strong Customer Authentication SCA regulativa, ki definira nov način autentikacije kupca pri samem postopku plačevanja. Torej, danes je bilo v uporabi kar precej širok nabor autentikacijskih mehanizmov, ki so sedaj standardizirane in združene pod enoten pravilnik, ki ga mora cela industrija upoštevati. Tako imenovana Strong Customer Authentication oziroma močna autentikacija uporabnika bo omogočila, da bojo plačila varna in hkrati udobna. PSD2 svojim SCA pravilnikom definira, kako naj se plačila izvajajo v prihodnje. Plačila morajo biti tako imenovano močno overjena, kar v praksi pomeni, da morata biti pri samem postopku plačila izpolnjena dva pogoja od treh možnih. To so, da uporabim ob samem plačilu nekaj, kar vem, nekaj, kar imam oziroma nekaj, kar poznam. Dva od teh faktorjev zadostita pogojev močne autentikacije. Da bi preverili, kako bo ta teorija dejansko prišla v prakso, smo pri Mastercardu opravili raziskavo pri samih potrošnikih, kako so pripravljeni na nove izzive oziroma nove načine pri plačevanju. Raziskava pravzaprav potrjuje teoretični model, ki pravi, da je centralna točka uporabnikove autentikacije mobilni telefon, torej da je mobilni telefon s svojimi tehnološkimi karakteristikami najbolj primerna platforma za to, da se na njo pripeljajo vse autentikacije, ne glede na to, a gre za nakupe v fizičnem prodajnem okolju ali pa spletnem prodajnem okolju.